Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Petra Duša in prihajam iz podjetja Johnson & Johnson, kjer se ukvarja z prodajo medicinskih in farmacevtskih izdelkov. Danes me je doletela še prav posebna čast, saj sem podjetju odgovorna za javna naročila, ki niso današnja tema razgovora, ampak so žal moje kolegice iz kadrovske službe službeno odsotne, tako da bom jaz povedala iz vidika zaposlenega, kako naše podjetje skrbi za varnost in zdravje na delovnem mestu, za katerega smo seveda dobili prav posebno priznanje strani Podjetniško-gospodarske zbornice in seveda na kar smo izredno ponosni. V podjetju Johnson & Johnson se zavedamo seveda odgovornosti za čisto vsakega zaposlenega, zato je eden izmed temeljnih načel zagotavljati varnost, dostojanstvo in seveda priznavanje zaslug čisto vsakemu zaposlenemu v našem podjetju. Eden izmed temeljnih vodil našega podjetja je naše kredo, ki mu sledimo že od same ustanovitve našega podjetja in seveda je v bistvu neka naša smernica v naših vsakdanjih odločitvah. Kako se tole naprej premakne? Pomagate? Ali pa takole? Dobro, bo ja. Program promocije zdravja na delovnem mestu je seveda zasnovan tako, da vsakemu zaposlenemu omogoča oziroma pomaga k zmanjšanju k zmanjšanju najrazličnejšimi poškodbami na delovnem mestu, seveda tudi zmanjšanju poklicnih bolezni, se pravi osveščanju o zdravem načinu življenja in seveda tudi pomaga k osebnostnemu razvoju vsakega posameznika. V našem podjetju, tako kot pri kolegu, skrbimo, da v bistvu imamo vsi zaposleni vsak dan na voljo sveže avtomate z pitno vodo. Enkrat na teden imamo tudi dostavo svežega sadja, tako da že v vsakem delovnem tednu, v začetku delovnega tedna poskrbimo, da ima vsak zaposleni lahko tudi že prvi zdrav obrok in ga začne seveda s sadjem. V podjetju enkrat letno organiziramo, mi imenujemo temu Health Profile, se pravi, da preko zunanjega izvajalca izvedemo, se pravi, različne meritve. Primer z odvzemom krvnega vzorca se izmeri seveda sladkor v krvi, holesterol, potem se izmeri tudi pritisk, višina, teža in potem dobimo zaposleni neko celovitno sliko na letni bazi, kje se nahajamo s svojim zdravjem, seveda ali je potrebno oditi k svojemu osebnemu zdravniku. Podjetje nam zagotovi tudi letno cepljenje proti gripi in hepatitisu B, seveda za kar se potem vsak posameznik sam odloči, ali se bo temu cepljenju prisostvoval ali ne. V vsem sklopu ozaveščanja zdravja na delovnem mestu se podjetje povezuje z zunanjimi strokovnimi delavci, ki pripravijo za nas strokovna preventivna predavanja, se pravi na različne teme, ki so povezane z zdravjem. Eden izmed zadnjih predavanj je bil predavanje, kako preprečiti raka dojk in tudi rak prostate. In seveda na ta strokovna predavanja se naši zaposleni izredno radi udeležijo, ker izvejo res čisto vse o bolezni, o preventivi in načinu zdravljenja. Tako da smo zaposleni dobro osveščeni. Ravno tako se odločimo za svojimi nadrejenimi in pripravimo neke mesečne teme z področja zdravja in potem zaposlene obvešča določena skupina o, se pravi, bolezni, preventivi in načinu zdravljenja, sploh ob teh svetovnih dnevih bolezni, kot so recimo AIDS, dan brez tobaka, sladkorne bolezni, srčne bolezni in v bistvu poskrbimo, da smo, se pravi, zaposleni, zelo dobro osveščeni tudi o tem. Pripravljamo tudi različne delavnice, mi pravimo tem delavnicam zdravje za življenje,
Pri teh delavnicah se v bistvu zaposleni usedemo skupaj, se pogovarjamo o zdravem načinu življenja, seveda o škodljivosti, se pravi uživanja alkohola in tobačnih izdelkov. Seveda te delavnice zajemajo tudi psihološki vidik zdravja, se pravi, kako v današnjem času se pravi premagati stres z različnimi medijacijami in treningi, za kar je to seveda za nas tudi zelo pomembno. Letno opravimo s svojimi nadrejenimi 5 pogovornih točk, mi pravimo, kjer naši nadrejeni dobijo, se pravi, sliko o samem zaposlenju, kakšni so naši cilji, kakšni so naše pričakovanja, kakšne so naše delovne naloge, ali so pač seveda ustrezno upravljanje, kakšno je naše počutje in seveda tudi zdravje na delovnem mestu. Enkrat letno pa merimo tudi preko anketnega vprašalnika, ki je vezan na naš kredo, merimo klimo v podjetju, seveda kako smo tudi zaposleni med seboj povezani, kako v bistvu komuniciramo, seveda poskrbimo tudi za razvoj talentov in inovativnost. In ta kredo vprašalnik je, se pravi, anonimne narave. Se pravi, že pri vseh teh dejavnikih, ki sem jih naštela, tudi naši nadrejeni res dobijo hitro povratno informacijo, kako se sami zaposleni počutimo na delovnem mestu. Podjetje je poskrbelo, da imamo izredno prijazno delovno okolje, svetle prostore, najsodobnejšo programsko opremo, seveda tudi ergonomične stole, najsodobnejša programska orodja, s katerimi je naše delo vsakodnevno lažje, bolj učinkovitejše, hitrejše. Moram pa povedati tudi to, da se podjetje zavzema in dela na temu, da se letna ocena tveganja na delovnem mestu posodablja na letni delovni bazi. Naše podjetje sledi tudi globalnim smernicam in ena izmed teh je tudi Safe Fleet organizacija. Tu imamo zaposlenega oziroma ni zaposlen samo za te namene, ampak seveda je vključen to organizacijo Safe Fleet, kar pomeni, da nas na tedenski bazi preko elektronske pošte, preko, se pravi, raznih videoposnetkov osvešča o varnosti, se pravi, v cestnem prometu, se pravi, sploh na delovnem času in pa seveda tudi v službi. Imamo tudi skupino, ki jo imenujemo WeCare.si. Tu je naša zaposlena povezana z slovenskimi ekološkimi kmetijami in seveda zbira zelo dobre ponudbe in zaposleni v podjetju imamo potem možnost kupovati sveže sezonsko sadje in zelenjavo preko nje, preko, se pravi, teh kmetij. Tako še bolj poskrbimo za naše dobro počutje in se pravi zdrav način prehranjevanja in življenja. Vse te akcije, ki sem jih zdaj naštela, radi zaposleni, se pravi, združimo tudi v dobrodelnost. Naj omenim, če mislim, da še nisem, je v podjetju nas 100 zaposlenih. Dobrodelno smo usmerjeni prav posebni akciji, to je operacija nasmeha, Operation Smile mi temu pravimo. Tako moji kolegi vsak petek pripravijo sadno-zelenjavne smutije, seveda jih mi potem zaposleni kupimo in zbran denar iz tega namena gre v organizacijo Operation Smile, kjer potem s tem denarjem omogočimo operacijo zajčje ustnice in volčjega žrela otročkom, seveda iz tistih držav, kjer jim to možnost operacije zavarovalnica ne krije. Zelo smo aktivni tudi na domačem področju v okviru skupine Credo Team. Tu imamo tudi spet skupino zaposlenih, ki pripravljajo najrazličnejše akcije. Ena izmed teh je tudi, da recimo mogoče enkrat mesečno pripravijo zdrav obrok, ga potem spet zdrav obrok na žlico, ga potem mi zaposleni kupimo in ta denar gre seveda za Zvezo prijatelje mladine.
Moram povedati, da je izredno pomembno v našem podjetju, da smo sodelavci povezani ne samo v službi, ampak tudi, tako kot je gospod pred mano omenil, v privatnem času. In ravno ta skupina Credo Team poskrbi, da se družimo tudi izven delovnega časa. Pred kratkim smo bili skupaj na Veliki planini z našimi družinami, v soboto pa pripravljamo dogodek, družinski pohod na Janče s kostanjevim piknikom. In mislim, da v teh dogodkih, tako kot je gospod rekel, so zelo pomembni za nas zaposlene, da res tudi naše družine vidijo, s kom mi delamo in preživljamo čas na delovnem mestu. Vsi dosežki, vse te vse te akcije in vsa ta prizadevanja našega podjetja, da skrbi za našo varnost na delovnem mestu, so prizanesle in tukaj imamo rezultate, da so se pravi odstotek bolniških odsotnosti iz leta 2014 na 2015 se je pač zmanjšal za 51%, kar je za naše podjetje izreden dosežek. Seveda se je pa povečalo število udeležencev zaposlenih pri enoletnih preverjanjih, se pravi zdravniških preverjanjih, kjer pač merimo svoje zdravstveno stanje. Iz 80% v letu 2014 se je pač ta odstotek povečal v letu 2015. Moram reči, kot zaposlena v našem podjetju sem izredno ponosna na te dosežke in zagotovo vem, da se bo naše podjetje še naprej, se pravi, trudilo ozaveščati zaposlene, kako pomembno je zdravje na delovnem mestu in se pravi, vse te aktivnosti bo sigurno tudi v prihodnje podjetje razširilo. Hvala. Ja, hvala lepa. Imamo kakšno vprašanje, zato krasno izvolite, gospa. Lahko se vprašam, a ste ugotovili, zakaj se med letom 2014 in 2015 to bolj aktivno začeli pač se s tem zdravjem na delovnem mestu ukvarjati, tako da se je to izboljšalo? Tako, se pravi, bi mogle bolj moje kadrovnice povedati, kdaj so s tem začele, te informacije jaz imam, jaz pa kot zaposlena lahko povem, da se sigurno te programi iz leta v leto še razširjajo in v bistvu dajemo čim več poudarka na zdravje, mislim, o zaveščanju zaposlenih, kako pomembno je zdravje, ne samo v privatnem življenju, ampak tudi na delovnem mestu. In seveda tudi za klimo v podjetju, ki je pač zelo, zelo pomembna, da se zaposleni med sabo razumemo, komuniciramo, se pravi, in izmenjujemo informacije. No, ker je Johnson & Johnson mednarodno podjetje, je zanimivo vprašanje, ali je tudi v drugih državah to tako? Seveda, določeno, ta rezultat ne bi znala povedati, če je v drugih državah. Ampak te ukrepi so taki. Tako, se pravi, določeni ukrepi so globalnega pomena in se izvajajo tudi v drugih državah, seveda, ja. Imamo še kakšno vprašanje? Gotovo vam pa gre na roko to, da ste nekje povezani s farmacijo, z medicino, ne? Seveda, to je pa še dodatni plus temu, ja, tako. Dobro, a bi omogočili tudi kakšnemu drugemu podjetju kakšen stik z zdravniki na ta način, ali malo lažji stik, cenejši, no, ali kako? Seveda, mislim, seveda, jaz iz moje strani lahko rečem definitivno ja, in jaz mislim, da tudi naše podjetje je pripravljeno prisluhniti komorkoli in mu pač tudi v te namene definitivno pomagati, ja.